Dobar dan vsem. Vidimo zdaj, kako se rešijo neenačbe višje stopnje. Torej, kot prvo moramo rešiti asociirano enačbo. Torej, x na tretjo minus 7x minus 6 je enako nič. In enačbo bomo rešili z eno od tehnik, ki jih poznamo za reševanje enačbe višje stopnje. V tem primeru bomo gledali delitelje koeficientov, torej delitelje od minus 6. Delitelji od minus 6 so plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 6. Tukaj koeficient od x na tretjo je 1, ni treba pisati delitelje od 1, so plus minus 1, se nam ni potrebno. Torej, zdaj bomo videli, za katero teh vrednosti ta polinom je enak nič. Če je, skakor, zdaj vidimo. Zračunamo polinom, ne vseh vrednosti, dokler ne dobimo enako nič. Polinom zračunamo v 1. Vse potence od x veljajo 1. Torej 1 minus 7 minus 6. Minus 7 minus 6 ne bo nikoli enak minus 1. Torej to je različno od nič. Sedaj, zračunamo polinom v minus 1. Kot sem že rekel v enem drugem videu, ni treba narediti račun spet. Menjamo predznak tistim členom, ki pridejo od lihih potenc. X na tretjo in x na prvo. Opazite, da tukaj manjka x na drugo v tem primeru. Torej, člen, ki pride od x na tretjo, tisti od x na prvo, menjata predznak. Tukaj imamo minus 1 plus 7, tukaj minus 6, ja, in minus 1. Minus 6 je minus 7, plus 7 je prav točno enako nič. Smo dobili, da x1 je minus 1. Smo dobili prvo rešitev. Sedaj izbrišem in napišem prav to, da x1 je minus 1. Sedaj rabimo finjo pravilo. Pazimo, da manjka člen z x na drugo. 1x na tretjo, nič x na drugo, minus 7x minus 6. Sem dam ničlo polinoma, ki je minus 1. Tukaj zmeraj nič. 1 plus nič je 1, minus 1 krat 1 je minus 1, nič minus 1 je minus 1, minus 1 krat minus 1 je 1, minus 7 plus 1 je minus 6, minus 1 krat minus 6 je 6, minus 6 plus 6 se uničita, kot mora biti. Ker tukaj tretje stopnje, to ponazori en polinom druge stopnje, 1x na drugo, x na drugo, minus 1x, torej minus x, minus 6. In rešimo, kdaj je ta enak nič. Rabimo formulo za enačbe druge stopnje, x1 ga že imamo, dobimo x2, 3. Sedaj, minus b, minus minus 1 je 1, plus ali minus, kvadratni koren, b na drugo, minus 1 na drugo je 1, minus 4ac, minus 4 krat 1 krat minus 6. Minus 4 krat minus 6 je plus 24, vse ulomljeno, 2 krat 1 je 2. Sedaj imamo 1 plus minus, 1 plus 24 je 25, kvadratni koren 25 je 5. Vse ulomljeno 2. Sedaj imamo tukaj x2, x3. 1 minus 5 je minus 4, ulomljeno 2. 1 plus 5 je 6, ulomljeno 2. Torej tukaj imamo minus 2, tukaj 3. Torej smo dobili x2 in x3. Si jih napišemo tukaj. Torej, x2 je minus 2, x3 je 3. Sedaj pa pazimo, da ni zadosti imeti ničle. Moramo napisati polinom razstavljen. Torej, ta polinom x na tretjo minus 7x minus 6 bomo napisali v razstavljeni obliki. Sedaj, to nismo prej povedali, ampak kateri polinom prve stopnje ima kot rešitev minus 1, pazite, ne bo x minus 1, bo x plus 1. Je dovolj, da pomislimo, da če postavimo v x plus 1 vrednost minus 1, imamo minus 1 plus 1 enako nič. Torej, se izniči prav za to vrednost. Ta drugi polinom tukaj je prav ta x na drugo minus x minus 6. X na drugo minus x minus 6.
Ja, sedaj bomo narisali, zdaj grafično, bomo prišli do rešitve. Naredimo eno črto za x plus 1, eno črto za x na drugo minus x minus 6 in eno črto za naš polinom, ki ga lahko kličemo p od x, kot sem klical prej, ki sem napisal p od 1 in tako naprej. Tukaj moramo dati ničle tega in tega, pazimo v vrstnem redu. Ni važno, da je pravo razmerje v razdaljah, ampak mora biti v vrstnem redu. Torej, x plus 1 se izniči v minus 1. In ta drugi polinom se izniči v minus 2 in 3. Torej, če v eni drugi vaji to vrednost je bolj na levi kot tukaj, moramo dati sem. Je važno vrstni red minus 2, minus 1, 3. Zdaj povlečemo dol črte. Tukaj prepišem minus 2, minus 1, 3. Tukaj ta polinom velja nič, tukaj velja nič, tukaj velja nič, ker so pomnoženi nič krat karkoli je nič, tudi tukaj velja nič, tukaj velja nič, tukaj velja nič. Sedaj, tukaj kako damo predznake za x plus 1? X plus 1 je ena premica, koeficient od x-a je 1, imamo n krat x, je pozitiven. Ko je smerni koeficient pozitiven, premica narašča. Če mi gremo z leve proti desni kot os x, premica gre proti gor. Torej imamo prej negativne in potem pozitivne vrednosti. Tukaj velja nič. Prej imamo negativne, potem imamo pozitivne vrednosti. Če bi imeli koeficient od x-a negativen, tukaj, premica bi padala, bi imeli prej pozitivne in potem negativne vrednosti. Kaj pa ta, to je parabola, tukaj se izniči v minus 2 in 3. Parabola je obrnjena navzgor, ki imamo 1, x na drugo. Torej, te točke imajo y, ki je negativen. Te točke in te točke imajo y, ki je pozitiven. Torej, predznaki menjajo v minus 2 in 3, ampak pred minus 2 imamo pozitivno, po 3 imamo pozitivno, tukaj vmes imamo negativno. Sedaj, minus krat plus je minus, minus krat minus je plus, plus krat minus je minus, plus krat plus je plus. Sedaj se vrnemo na začetek in pogledamo, smo se vprašali, kdaj je naš polinom manjši ali enak nič. To se zgodi tukaj in tukaj. So tudi vključeni ekstremi, ker smo dopuščali enakost, da je lahko tudi enako. Torej, naša rešitev bo, tukaj pazimo, da gre od minus neskončnosti, od minus neskončnosti do minus 2, potem unija, interval od minus 1 do 3. A ja, tukaj, prostite, v minus 2 je vključen ekstrem in tudi so vključeni tukaj minus 1 in 3. To je, unija teh dveh intervalov je rešitev naše neenačbe. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.